Zdaj bi še pa prosila zadnjo govorko danes, gospo Nušo Pešelj, ki je skupaj z Vanjo Ricardo Kisverde in Andrejo Klančar pripravila prispevek, ki ga bo predstavila. Hvala za predstavitev. Naslov članka je Poznavanje možnosti uporabe navidezne resničnosti v vzgoji in izobraževanju mladih z avtizmom. To je za začetek nekaj ključnih besed. Avtizem je razvojna motnja, ki se ponavadi pojavi v zgodnjem otroštvu, zanjo pa so značilne različne težave v socialni komunikaciji in interakciji ter na področju raznih vedenja, interesa in aktivnosti. Širjena resničnost je krovni izraz za tehnologije, ki združujejo resnični in virtualni svet. Pod tem spada navidezna resničnost, ki uporabnika popolnoma potopi v digitalno okolje. Obogatena resničnost, tam so nekateri digitalni elementi dodani realnemu svetu, pri mešanju resničnosti pa se torej digitalni in resnični objekti v realnem času integrirajo in povezujejo. To najlažje vam bom pojasnila na primeru te slike. Pri virtualni resničnosti vidimo račko in okolje in je oboje povsem digitalno. Pri obogateni resničnosti je račka kot nekakšen digitalni sloj čez realni svet. Pri mešanju resničnosti pa se digitalni sloj in realni svet povsem povezujeta. Za začetek nekaj izzivov uporabe virtualne resničnosti v izobraževanju. To so uporabniška izkušnja, saj je zasnova namenjena na funkcionalnosti, namesto na uporabnosti, potem potrebna so tudi zahtevna tehnična znanja, sploh za neko ustvarjanje učnih vsebin. Vseeno še gre to za umetna okolja, kar lahko povzročijo pri nekaterih osebah zmedo ali jim ni všeč, zmanjšuje motivacijo. Pogosti izziv je pa tudi visoki stroški te opreme. Zadnji izziv, ki bi ga izpostavila, pa je tudi učinkovitost, saj še nimamo toliko podatkov in bi potrebno bilo učinkovitost meriti. Potem prednosti uporabe virtualne resničnosti pri delu z osebami z avtizmom. Virtualna resničnost omogoča varne simulacije resničnih okolj, podaja tudi možnost ponavljanja raznih situacij in tudi individualizacija teh situacij. Tudi raziskave so pa pokazale, da tudi povečuje motiviranost. Nato še pa tveganje uporabe virtualne resničnosti pri delu z osebami z avtizmom. Osebe z avtizmom lahko imajo težave pri ločevanju realnega in navideznega sveta, lahko tudi vodi v razvoj neresničnih spominov, lahko tudi težavo povzroči senzorna preobčutljivost, saj ti intenzivni vizualni in zvočni elementi lahko vodijo do umika ali nelagodnosti osebe z avtizmom. Zadnjo tveganje pa je tudi nagnjenost k zasvojenosti od zaslonov. Potem tukaj bi šla in izpostavila nekaj aplikacij, ki se uporabljajo za delo z osebami z avtizmom. Floreo je velika platforma, ki vključuje več kot 200 različnih lekcij. Lekcije so pa tudi prilagojene različnim težavnostnim stopnjam in pa komunikacijskim zmožnostim uporabnikov. Primerne lekcije, ki uporabnika učijo, kako pravilno prečkati cesto. Potem tudi ena je, kako se orientirati v trgovini, ali pa tudi imajo za pripravo na službo, to je organizacija časa v službi. Naslednja aplikacija je pa tudi Workplace VR, kjer pa se uporabniki učijo, oziroma se jih pripravlja na morebitno zaposlitev preko realističnega delovnega okolja, to je tukaj primer v kavarni. To je vključuje interakcijo med delavcem v kavarni in pa stranko, to je prevzem naročila, pozdrav in podobno. Te stanja v Sloveniji še smo zelo na začetku. Zasledili smo 2 projekta, tudi 2 usposabljanja. Eno je podjetje Invel, ki usposablja strokovne delavce, in pa na Fakulteti za zdravstvene vede v Mariboru obstaja predmet virtualna resničnost in skrb za zdravje. Strokovna literatura, tukaj bi se dotaknila zaključnih del. Obstaja nekaj primerov, ki obravnavajo virtualno resničnost, a nobeno ni neposredno povezano z
avtizmom. Znanstveni prispevki slovenskih avtorjev sicer obstajajo, a so zelo redki. Naš namen je bil raziskovati uporabo VR pri delu z osebami, ki imajo avtizem v Sloveniji. Na podlagi tega smo si zastavili nekaj ciljev, ter ugotoviti, v kolikšni meri se uporablja, za kakšen namen, ter ugotoviti, v kolikšni meri strokovni delavci poznajo VR in njene možnosti uporabe, in pa kakšna so njihova mnenja o prednostih in ovirah pri vključevanju tega glede na njihovo delovno dobo in njihovo samooceno stopnje poznavanja VR. Na podlagi ciljev smo izpostavili naslednje hipoteze. VR se pri delu z osebami z avtizmom uporablja redno v omejenem obsegu, uporablja se predvsem za specifične namene, da večina strokovnih delavcev samo ocenjuje svoje poznavanje VR kot dobro, te pa da se njihova mnenja o prednostih in ovirah vključevanja VR razlikujejo na delovno dobo in samo oceno poznavanja VR. Pripravili smo anketo preko spletne aplikacije 1K. Podatke smo zbirali marca 2025 in anketa je obsegala skupaj 17 vprašanj različnih oblik. Po koncu zbiranja podatkov pa smo jih obdelali z statističnim programom SPSS. Naš raziskovalni vzorec je sestavljalo 116 oseb, od tega je bilo 106 ženskega in 10 moškega spola. Največ anketirancev ima manj kot 5 let delovne dobe, najmanj pa več kot 30. Zastopane so bile vse slovenske regije, največ anketirancev je bilo iz osrednje Slovenske, sledile sta Gorenjska in Podravska, najmanj pa jih je bilo iz Koroške. Največji delež udeležencev ima izobrazbo s področja inkluzivne ter specialno-rehabilitacijske pedagogike, sledijo pedagogika, izredni pouk in predšolska vzgoja, najmanj pa jih je bilo iz psihologije, socialno delo, zdravstvo in tehnološke smeri. Največji delež anketirancev dela neposredno z osebami z avtizmom, 23 jih to počne občasno, 5 pa sploh ne. Večina je zaposlena v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, 2 sta zaposlena v socialno-varstveni, noben pa ni bil zaposlen v zdravstveni ustanovi. Med tistimi, ki so izbrali odgovor drugo, sta 2 zaposlena v strokovnem centru, po ena oseba pa v posebnem programu vzgoje in izobraževanja ter v vzgojnem zavodu. Večina anketirancev dela z otroci in mladostniki, stari 7 do 17 let. 22,4% anketirancev dela z otroci starimi od 0 do 6 let, le 3,4% anketirancev pa dela z odraslimi. Tukaj pa so še naši rezultati. Ugotovili smo, da večina jih VR pri delu z osebami z avtizmom uporablja redko ali sploh ne. 49,1% uporablja le nekajkrat letno, 47,4% pa sploh ne. Na vprašanje o dostopu do VR je le 1,7% odgovorilo, da jo redno uporablja, enak delež pa jo ima, vendar jo redko uporablja. Ugotovili smo, da skoraj polovica ustanov VR opreme nima, 49,1% pa ni prepričanih, ali jo imajo. Zato smo našo prvo hipotezo ovrgli. Med anketirancemi 48,3% VR ne uporablja, 47,3% uporablja za senzorno stimulacijo, manjši delež za komunikacijske veščine, 0,9% pa za obvladovanje čustev in anksioznosti. Čeprav je uporabnikov malo, jo ti uporabljajo za specifična področja, zato smo hipotezo 2 potrdili. Nato smo še anketirance povprašali o njihovi samooceni poznavanja VR. Večina strokovnih delavcev nima praktičnih izkušenj z VR. Malo manj kot 20% je sploh ne pozna, 35% je zanjo že slišalo, vendar še ni uporabilo. Le 1,7% anketirancev pa ima poglobljeno znanje in izkušnje. Na podlagi tega smo hipotezo 3 zavrnili, saj večina strokovnih delavcev ocenjuje svoje poznavanje VR kot zmerno ali manj.
Anketiranci kot glavno prednost uporabe VI pri delu z osebami z avtizmom, prepoznavajo prilagojeno in varno okolje za učenje, sledila je večja motivacija uporabnikov, približno petina jih je izpostavila senzorno stimulacijo ali sprostitev, 23 anketirancev meni, da VI prispeva k razvoju socialnih in komunikacijskih veščin, 20 pa vidi prednost v možnosti ponavljanja aktivnosti brez pritiskov iz okolja. Tukaj je prepoznavanje prednosti glede na njihovo poznavanje VI tehnologije. Vsi anketiranci, ne glede na stopnjo poznavanja VI, kot glavno prednost prepoznavajo prilagojeno in varno okolje za učenje. Možnost ponavljanja aktivnosti brez pritiska iz okolja ter senzorna stimulacija ali sprostitev sta prednosti, ki so jih najpogosteje opažali delavci z osnovnim poznavanjem VI. Tukaj pa še je glede na delovno dobo udeležencev. To je najpogosteje prepoznana prednost, je tudi bila prilagojeno in varno okolje, ki so jo izpostavile vse skupine, ne glede na delovno dobo. Večjo motivacijo so izpostavljali predvsem delavci z manj izkušenj, malo manj tisti z več kot 30 let prakse. Razvoj socialnih in komunikacijskih veščin so izpostavljali tako začetniki, kot tudi tisti, ki so bili bolj izkušeni. Senzorna stimulacija ali sprostitev pa je bila tudi prepoznana ne glede na dolžino delovne dobe. Kot glavno oviro uporabe VI pri delu z osebami z avtizmom so strokovni delavci izpostavili pomanjkanje ustrezne opreme, in sicer 60 oseb, in pomanjkanje usposobljenosti strokovnih delavcev, ki jo je izpostavilo 56 oseb. Pogosti so bili tudi visoki stroški opreme in pomanjkanje institucionalne podpore, manj pogosto pa je bilo omenjeno sprejemanje tehnologije s strani oseb z avtizmom. Delavci z nižjo stopnjo poznavanja VI pogosteje zaznavajo VI, tisti, ki pa imajo večjo stopnjo poznavanja VI, pa jih manj zaznavajo. Visok strošek opreme so manj zaznavali tisti z višjo stopnjo poznavanja VI, kar lahko pomeni tudi, da le-ti poznajo mogoče cenovno dostopnejše možnosti ali alternative. Tukaj pa še zaznane VI glede na delovno dobo strokovnih delavcev. V vseh skupinah je bilo izpostavljeno pomanjkanje ustrezne opreme in pomanjkanje usposobljenosti delavcev. Visoki stroški opreme so pa bili pogosti tistih od 11 do 30 let izkušenj. Sprejemanje tehnologije z strani oseb z avtizmom in nezadostna institucionalna podpora pa so bile manj pogosto izpostavljene. Rezultati testa nove za oboje niso pokazali statistično značilnih razlik, zato smo hipotezo 4 ovrgli. Za zaključek smo pa tudi preverili splošna stališča strokovnih delavcev v uporabi VI pri delu z osebami z avtizmom. Večina anketirancev meni, da bi VI lahko koristila pri razvoju socialnih, komunikacijskih in življenjskih spretnosti. Le manjši delež s tem ni soglašal, torej skoraj 94% anketirancev je izrazilo vsaj nekaj pozitivne pripravljenosti oziroma pričakovanj glede koristi VI, kar kaže na neko splošno podporo, čeprav je pa prisotna tudi še določena negotovost, kar se je izkazalo v veliki skupini odgovorov morda. Nato pa smo še strokovne delavce vprašali, če menijo, da bi bile osebe z avtizmom pripravljene uporabiti VI. 52 jih meni, da bi bile pripravljene, 12 zelo pripravljene, 6 jih meni, da verjetno ne bi bile pripravljene, po mnenju 45 pa je to odvisno od posameznika. Na vprašanje, kako pa ocenjujejo svojo pripravljenost do uporabe oziroma vključitev VI v delu, če bi imeli seveda ustrezno podporo in usposabljanje, je 56% izrazilo pozitivno pripravljenost, kar kaže, da bi večina, če bi imela ustrezno podporo, bila pripravljena implementirati VI v svoje delo z osebami z avtizmom. Sledijo sklepne ugotovitve, torej ugotovili smo, da večina sodelujočih uporablja VI le nekajkrat letno ali pa je sploh ne uporablja.
47% nima dostopa sploh ne do VI tehnologije, približno 55% ocenjuje svoje poznavanje VI kot nizko ali zelo nizko. Najpogosteje prepoznane prednosti so bile motivacija uporabnikov, varno okolje za učenje, individualizacija vsebin in možnosti ponavljanja situacij, ki jih v realnem svetu težko poustvarjamo. Tukaj pa še nekaj naših priporočil glede na različne izzive. Torej, nizko pogostost uporabe bi lahko premostili z uvedbo VI kot redni del izobraževanja, tako da bi omogočili enostaven dostop do te tehnologije na delovnem mestu. Pomanjkanje ustrezne opreme bi rešili z različnimi financiranji ali subvencijami, lahko pa bi tudi se ta oprema delila med oddelki ali pa tudi ustanovami. Pomanjkanje usposobljenih strokovnih delavcev bi premostili z praktičnim izobraževanjem, spletnimi moduli, video vodiči in pa mentorskim programom za izmenjavo izkušenj, torej da bi lahko tisti z več izkušenj pomagali tistim z manj izkušenj. Nizko poznavanje VR bi pa rešili tako, da bi imeli različna usposabljanja v VR in bi tudi spodbujali samostojno učenje in uporabo tehnologije. Zaenkrat pa še tudi je pomanjkanje podatkov o učinkovitosti te tehnologije, zato bi predlagali redno spremljanje uporabe in napredka uporabnikov in na to tudi bi prilagodili na podlagi teh podatkov scenarije. To je to, hvala za vašo pozornost.